Po prvotnih načrtih bi se morali potniki že sprehajati po novem letališkem terminalu, tako pa letališče sameva in kaže izjemno klavrno podobo. Razpis za dokončanje in obnovo letališke infrastrukture se vleče vse od letošnjega junija. Mrtvilu pa na gradbišču vlada že od srede leta 2010, ko je SCT pristal v stečaju. Čeprav je upravljenih že 70% del, se zdaj ne najde izvajalca, ki bi končal dobrih 11 milijonov evrov vreden projekt. Ponudbe so zavrnjene iz podobnih razlogov, in sicer je šlo za preverjanje podizvajalcev in ponudnikov glede izpolnjevanja davčnih obveznosti. Podjetje Komuna Projekt, ki je skupaj s slovensko-bistriškim granitom že drugič podalo najnižjo ponudbo, se bo na odločitev ministrstva pritožilo. Podatke smo danes dobili od vseh naših podizvajalcev, svoje smo pogledali smo tudi to, kar je očitano, in pripravljamo pritožbo, ki seveda mora sedeti, ampak mislimo, da imamo neke osnove za pritožbo. Upravičeno se tako postavlja vprašanje, zakaj ministrstvo tako zavlačuje, saj se na koncu lahko zgodi, da bodo morali vračati že pridobljena evropska sredstva. Tega ne morem komentirati, ali se to namerno zavlačuje. Res pa je, da so vsi razpisi, ki se tičejo javnih naročil v zadnjem času splošnem, postali zelo podrobni. Direktor Aerodroma Maribor pa se boji, da bodo izgubili še tiste redke investitorje, ki so kazali interes za nakup letališča. Jaz se bojim, da se bodo tudi strateški partneri oziroma kupci strašni se iz samega nakupa umaknili. Aerodrom Maribor bo namreč 10. januarja ponujen na javni dražbi, sklicna cena zanj pa znaša 675 tisoč evrov.